Danes jemo več kot kadarkoli, ampak smo hkrati bolj utrujeni in brez energije in pogosto tudi bolj bolni. Se kdaj vprašate, zakaj? Resnica je namreč zelo presenetljiva. Hrana, ki jo danes jemo, ni več to, kar je bila. Naši pridelki rastejo hitreje, več jih je, zemlja pa je izčrpana mineralov, vitaminov in življenjske moči. Kaj se torej dogaja z zemljo in kaj to pomeni za naše telo? Ali je možno, da smo podhranjeni, čeprav jemo dovolj? No, danes bomo govorili o osiromašenju tal, o tem, kako to vpliva na kakovost naše hrane, naše zdravje in predvsem, kaj lahko naredimo sami. Imamo to asimetrijo, kar sta prej govorila. Ampak gledajte, naše geslo, oziroma moje osebno geslo, bom temu tako rekel, je v tem trikotniku naj bo kmet zdravnik, naj bo zdravnik učitelj in naj bo učitelj kmet. Naj bo kmet zdravnik pomeni realizacijo Hipokratovega načela, naj bo hrana tvoje zdravilo. Tako. Kmet zdravnik. Naj bo zdravnik učitelj je drugo Hipokratovo načelo, bolje preprečevati kot zdraviti. Torej, da je zdravnik uči, kako živeti, da ne bomo zboleli. Ne pa, če je pod vplivom megalomanske farmacevtske veleindustrije, ki temelji na koncentraciji dobička na bolnih ljudeh. Farmacija ne temelji na zdravih, na bolnih. Torej, zdrav človek je za farmacevtsko industrijo čista zguba. Tako, kot je mrtev. Ne? Naj bo učitelj kmet, pomeni pa, da bi mogli v šolskem sistemu upeljati absolutno kot nujnost praktična znanja, kako preživeti v spremenjenih okoliščinah. Torej, nažalost imamo pa tako, da se v šolah danes se favorizirajo piflari, kajti koncentrira se samo tisto, kar je že znano, torej gre za absorpcijo obstoječih znanj, ne pa za produkcijo novih znanj, razcveta, bi rekel temu, domišljije pa ustvarjalnosti otrok. Je vrt neka oblika svobode, kot pišete? Mislim, da je to zadnji azil še. Ali je to mogoče celo rešilna bilka, glede na to, da smo na pragu nekih pestrih, neugodnih dogajanj na področju dostopnosti do prehrane? Ja. Prvič je to največja učilnica narave, je lahko vrt, ki je pri roki. Ne? Torej, jaz vedno pravim tudi, ko imam stika z otroki, pa v šolah, pravim, da recimo gost, primer, ne? A pa vrt. A pa v tem primeru recimo gost. Imamo vse rešitve, narava je naredila vse rešitve, vse je lokalizirano, vse je na sončni pogon, nobenih odpadkov ni, vsi se reciklira, torej vse rešitve so. Mi rabimo zdaj razcvet domišljije in ustvarjalnosti tega inženirskega duha, da te rešitve prenese v človeško družbo. Nikola Tesla je v bistvu z opazovanjem delal. Opazovanje je ključ in zato je eno temeljnih poslanstv našega društva, mislim, da je pač pod staro češnjo, ker to drevo je resnično staro preko 200 let in smo ga zavarovali, da ne bi kdo dobil kakšne skomine po lesu. Ker to se dogaja? To se dogaja, kriminal se dogaja po celi Sloveniji, padajo stara drevesa. Ne vem, kako to dopustimo, ta škandalozno vedenje. No, skratka, delo z otroki pomeni ravno to, da se mi omogoči nazaj stik z zemljo, kajti tisto, kar nekdo začuti, pa če so otroci držali v rokah deževnike, ne, nihče ni rekel, fuj, kakšne gliste, sluzaste, božali so deževnike, bili so navdušeni, ker so se jim zvijali po dlaneh in potem se jih lepo nežno položili nazaj v zemljo. Ko govorimo o osiromašenju tal, v resnici ne govorimo samo o zemlji, govorimo o življenju v njej. Tla niso mrtva, ampak so živ ekosistem, poln mikroorganizmov, bakterij, gliv in drugih oblik življenja, ki ustvarjajo rodovitnost, hranila in pa dajo moč rastlinam. In tukaj se zgodi nekaj fascinantnega. Naše telo deluje zelo podobno. Tudi mi imamo svoj notranji ekosistem, imenujemo ga mikrobiom. To je skupnost nekih mikroorganizmov v našem črevesju, ki pomagajo pri prebavi, ki ustvarjajo vitamine, ki podpirajo imunski sistem in vplivajo na našo energijo, razpoloženje in celo hormonsko ravnovesje. Zdaj pa ključna povezava. Če so tla osiromašena in brez raznolikosti, so tudi rastline manj bogate. In če jemo takšno hrano, tudi naš mikrobiom ne deluje in ne dobi tistega, kar potrebuje. Manj raznolikosti v tleh pomeni manj raznolikosti na našem krožniku. To pa lahko vodi v mnogo slabih in škodljivih stvari. Slabšo prebavo, več vnetij v telesu,
pa potem nihanja energije in občutek napihnjenosti in pa teže. Zato danes zares ne govorimo več samo o vitaminih in mineralih, ampak o življenju, ki mora obstajati tako v zemlji kot v nas. Ampak vam povem dobro novico? Mikrobiom lahko začnemo podpirati že danes. Z bolj raznoliko hrano, čim manj predelano hrano, torej sezonsko, ekološko, lokalno, živili, ki so bogata z vlakninami in z izbiro pridelkov, ki prihajajo iz bolj zdravih, živih tal. Ker resnica je v bistvu preprosta. Kar se dogaja v zemlji, se dogaja tudi v nas. Poglejmo, kaj smo o tem že slišali v oddaji. Ja, hrana je pač tista, ne? Tako da jaz začnem vse od ust, želodec, črevesje in pol naprej. Tako da se sistematično tega lotimo. Ker začne se že v želodcu. Tam imamo premalo encimov, da bi razgradili proteine. Proteini so pa v bistvu taksiji za hormone, ki jih prenašajo po telesu. In tam se že začne, pol pa še naprej črevesje, kjer imamo pač neustrezne bakterije, neustrezni živalski vrt, lahko rečem. Ne? Želimo si, da je pragost, da je džungla, da je čim bolj živo, pestro, v bistvu imamo pa golosek pa puščavo. Točno tako bi lahko rekla, ja. Danes smo videli, da problem ni zares samo v tem, koliko jemo, ampak predvsem, kakšna je naša hrana. Če so tla osiromašena, je osiromašena tudi hrana. In če je osiromašena hrana, je sčasoma osiromašeno tudi naše telo. Ampak tukaj je dobra novica, vsak od nas ima moč, da naredi spremembo. Z boljšo in bolj kakovostno hrano. Teden biodiverzitete ni samo opomnik na naravo okoli nas, ampak opomnik, da smo del nje. Ko skrbimo za zemljo, skrbimo tudi zase. To so esencialne, mi jih rabimo, da normalno živimo zdravo življenje in nam jih dajo rastline. Rastline jih pa dobijo iz bakterij. Torej, če je zemlja sterilna, če ni noter bakterij, potem so rastline brez teh snovi. Na koncu je tudi mikrobiom sterilen, človeški mikrobiom, kar pomeni, da tudi mi imamo slab imunski sistem, prepustno črevesje in cel kup avtoimunnih problemov. To je poseben problem. Namreč, kajti antibiotik, ker deluje kot antibiotik, je to v bistvu sistemik. Cela rastlina je zastrupljena. In če mi kjerkoli del te rastline, ki je tretirana, uporabimo za svojo hrano, bo glifosat vstopil v naše telo. Ampak ali se kmetje zavedajo? Kot prvo nam razsuje dobesedno mikrobiom. Vemo, da je v naših prebavilih, recimo konkretno v črevesju, približno 500 milijard bakterij. In zdaj, če mi to ravnovesje dinamično podremo, potem imamo velike težave z našim zdravjem. To je ena stvar. Druga stvar je, da glifosat pospešuje, bi rekel, kopije ali pa nastanek prevelikih količin zonulina. Zonulin je pa esencialen protein, ki tvori membrano, zaščitno membrano, da vsebina črevesja ne prehaja v krvni obtok, torej to je hematoenteralna bariera, obenem pa tudi je vrtar na hematoencefalni barieri, ki ločuje možgane od krvnega obtoka in tudi jasno, podobna bariera je tudi pri ovarjih in testisih, torej pri spolnih žlezah. Če je ta zonulina preveč, potem te membrane puščajo na vseh koncih in telo je preplavljeno z vsemi toksini. Vse prehaja. Vse prehaja vse smeri, torej imamo te problem jasno puščajočega črevesja, kar je izjemno velik problem sodobnega človeka. Zato naj bo današnja oddaja začetek majhne spremembe, ki lahko vodi v velike razlike v našem zdravju in energiji. In za vas smo v tem času znižali 2 produkta, ki sta zares izjemnega pomena pri ohranjanju naše biodiverzitete, in to je mikrobiom 30 za kar 10% in biotike za kar 20%. Poglejte si več na spletni strani klepetobkavi.si.